V teh dneh v Velenju nastaja mednarodna plesna predstava He He Helium. No, kaj prinaša s plesalko in pobudnico tega mednarodnega projekta Mojco Majcen. Mojca, dobro jutro. Dobro jutro, lep pozdrav. Kot rečeno, pobudnica ste samega projekta. Odkot ideja? Namreč Velenje je bilo lani tudi del Evropske prestolnice kulture. Je morda ravno to tkanje nekih vezi spodbudilo k nastajanju tega projekta? Ja, v bistvu najpomembnejše pri tem projektu je, da v bistvu se vsi narodi z področja bivše Jugoslavije, naš cilj je, da se vsi narodi oziroma vse države začnejo nekako povezovati skozi kulturo, ker namreč več tega povezovanja ne obstaja, ne v političnem, ne v ekonomskem smislu, tako da se mi je zdelo izredno pomembno, da se nekako povežemo skozi kulturo. Festival Velenje nam je pa v bistvu ponudilo pomoč v smislu prostorov in v smislu koproducentstva. Hkrati pa se mi zdi izredno pomembno tudi povedati, da v bistvu Velenje je včasih bilo Titovo Velenje, tako da tudi tu neka simbolika. Simbolika povezovanja. Sama premiera bo 2. marca, sprejeta petek. Soboto ob 19:30 in potem ponovitev še v nedeljo ob 17. Zanimiva se mi zdi ta pesem, ki je menda bila tudi nekako izhodišče poimenovanja ali pa nekako ustroja samega projekta bosanske pesnice Adise Bašić. Gre takole. Nekoč sem v cerkvi, zelo resni in pomembni, ukleščen med same plafonske grede, videla helijev balon, kričeči in sijajen, pobegal verjetno kakšnemu otroku med predolgo mašo. Nasmehnil se mi je od zgoraj, moj dvojnik, brez možnosti pobega, nedolžen upornik, obsojen na smrt s tihim praznjenjem. Ravno to stisko Balkana torej prinaša ta predstava ali pač? Tako. Rada bi povedala, da nam je ta v bistvu He He Helium balon Adise Bašić predstavljal neke vrste helium balon, tako kot je bila včasih naša Jugoslavija, očarljiva in lepa, pisana kot helium balon, tako je tudi izpuhtela kot helium balon. Se pravi, minljivost heliumovega balona v bistvu prikazuje simboliko minljivosti te neke države, ki je nekoč bila in danes ne obstaja več. Pesem je pa posebej pomembna, ker je pač v bosanski čitanki ta pesem bila prepovedana zaradi predolge maše znotraj pesmi. Kot rečeno, gre za mednarodno produkcijo. Kako ste uspeli pritegniti ustvarjalce k sodelovanju? Ja, večinoma so ustvarjalci, s katerimi sem že v preteklosti sodelovala, ampak posamično, torej ne skupaj v takšnem kolektivu. Tako da bosanska dramaturginja in umetniški svetovalec Zoran in Mirjana Blažević-Lešić sta moja dolgoletna prijatelja, katere izredno cenim in sta se mi zdela izredno pomembna, ker sta tudi živela sta v Jugoslaviji, doživela vojno v Sarajevu, pobegnila in nosite to zgodbo v sebi. Koreograf Igor Kirov, ki je tudi moj prijatelj, s katerim smo se spoznala na Kitajskem, je tudi velik ljubitelj v bistvu naše jugoslovanske kulture. Delimo veliko nekih skupnih interesov, kar se tega tiče. Zraven je avtor glasbe, moram pomeniti, da je glasba avtorska, spet makedonsko-slovenskega skladatelja Gorana Bojčevskega. Tako da so vse te neke stvari, ki nas povezujejo, se pravi, povezuje nas neka jugoslovanska kultura, ta balkanska mentaliteta, ki jo imamo v sebi, in to je pač način, da smo se povezali tokrat prvič kot takšna zasedba. Pa je bilo lahko povezati vse te ljudi? Ja, v bistvu lahko. Lahko je vedno, če je interes in pa želja skupna, tako da ni bilo težko. Kaj pa plesalci? Gre za 2 plesalca in 2 plesalki. Menda je na Balkanu še posebej moške težko najti plesalce sodobnega plesa. Ja, res je. V glavnem, naš prvotni cilj je bil, da najdemo plesalce z področja Balkana, da tudi povežemo v bistvu, ker na Balkanu oziroma v državah bivše Jugoslavije ni tako veliko perspektive, kar se tiče sodobnega plesa, modernega baleta, karkoli pač vseh teh modernejših oblik plesa. Tako da smo v ta namen priredili avdicijo, vendar nažalost nismo našli pač moških plesalcev. Zakaj? Mogoče to zaradi stigmatizacije, mogoče to ali pač enostavno ni kadra primernega, tako da smo potem
pač izbrali 2 italijanska plesalca. Kot rečeno, premiera to soboto ob 19:30, ponovitev potem v nedeljo ob 17. v Domu kulture Velenje. Predstava gre potem na pot po Balkanu. Tako, gre po poti bratstva in enotnosti. Najprej bomo v bistvu šli gostovati na Skopsko leto, v Makedonijo, potem Ohridsko leto in pa dalje na jugoslovanske festivale. Potem se vrača jeseni nazaj v Slovenijo. Ja, upam. Kakšen odziv pričakujete? Konec koncev ima močno sporočilno sama predstava. Ja, v bistvu jaz računam na to, vsekakor bo vsakega od gledalcev dotaknila. Ni nujno, da bo vse dotaknila na isti način, torej vsakega bo dotaknila na svoj način. Glasba je močna, zgodba je močna, koreografija je izredno fizična, naporna, velik preplet čustev, emocije tukaj, tako da jaz mislim, da bo vsakemu všeč in da bo vsakega se dotaknila na svoj način. Tako, če bi radi torej preverili, kako izgleda to soboto in nedeljo, v soboto ob 19:30 in nedeljo ob 17. v Domu kulture Velenje, Helium. Mojca, najlepša hvala, uspešno turnejo in čim boljše odzive bomo rekli, da se res dotakne na prav način vseh, ki si bodo predstavo ogledali. Hvala lepa. Hvala tebi.